kar bi te pomenil, da bi hotel imeti svet, kjer vse ni kot zgleda. Naj povem ali ne, naj slepim se, da vse gre, da mi tega ni bilo treba. Ne vem, kam grem, 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 ne vem, kam grem. Vrka sranje, zaklenjen v premejka stanovanje, sem doživel, sem preperiral podanjen, zaradi denarja po navar, vedno krep, vedno vaj, urac je, če ne morem, kaj sem malo hvala, reče pače, na ulici, razsrpljene srajce, razparani busi, nisem zlog, nisem otrok, žijem po sistemu, ki me je naredil taska, v resnici maska, sem otrok, poln bolečine, jeze in frustracij, izgubljena duša na prelomu generacij. Nahajamo se na osnovni šoli Majde Vrhovnik, z nami je mentorica Petra Pirc. Mogoče bi vas samo na kratko vprašali malo o vtisih vašega sodelovanja v projektu Šola brez alkohola. Torej, ali se vam zdi tematika o spodbujanju mladih k zdravemu odnosu do alkohola aktualna oziroma primerna za osmošolce? Ja, mislim, da so vse te tematike, ki so pač, ki burijo tudi malo tako duhove, da je pač zelo dobro, da se tudi na tak ustvarjalen način z njimi v bistvu spopadamo, da jih pri tem pač osveščamo in tudi sami, v bistvu sami sebe in druge spravijo k razmišljanju in pač potem zraven nekaj ustvarjajo. Ta način sami poiščejo tudi neka sporočila. Kaj pa likovni natečaj? Se vam zdi to primeren način, da lahko mladi izrazijo svoje mnenje? Tudi ja, se mi zdi kar primerno. Te natečaji so ponavadi vedno tako fajn. Tako da ja, bomo videli tudi, kako se bo izkazalo na razstavi. Ampak meni osebno se zdi to fajn. Super. Bi si mogoče želeli podobnega sodelovanja v projektih tudi prihodnja leta? Ja, natečaji so mi vedno fajn, posebej, če so tako odprte teme, ki so v bistvu tudi tako malo bolj resne, malo bolj zapletene, v katerih se da veliko pogovarjati, veliko povedati, veliko narediti. To se mi zdi zelo lepo. Se vam je zdelo, da so si učenci v razredu lahko dobro porazdelili vloge pri izdelovanju likovnih izdelkov? Ja, so si kar, ja. Načeloma smo kar si razdelili delo tako, da so se sami izbrali, kdo bo sodeloval, kdo ne. Nekateri so sicer bolj samo ideje prispevali, drugi potem raje rišejo, režejo, lepijo in tako. Mislim, da so se kar dobro uskladili. Super, hvala za vaše sodelovanje. Vidimo se na otvoritvi razstave in pa upamo na sodelovanje tudi prihodnje leto. Če ne grem nazaj, ker ne bi hotel imeti tega, kar bi te pomenil, da bi hotel imeti svet, kjer vse ni kot zgleda. Naj povem ali ne, naj slepim se. Punci, kako se vam je zdelo samo izdelovanje plakata? V redu. Ja, zelo zabavno. Zelo zabavno? Ja. Ja? Ker smo mi sošolci, da so šolkami veliko različnih idej, potem smo se pa morali odločiti za eno. Se vsi odločili za eno, ker se nam je zdelo najboljše. Super. Kdo pa je prispeval ideje? Je vsak povedal kakšno svojo? Ja, narisali smo kaj in smo se zajedno odločili. Super. Vse gre, da mi tega ni bilo treba. Ne vem, kam grem, 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 ne vem, kam grem. Ko sem še živ, vse vrti se, dok se ga ne pil. Zdraven navod živa in dar jeseni, okrog kje so prijatelji, sami kreteni. Na levi strani narkomani, ki ne morajo bežati ob sireni, ki jih noge ne držijo več. Ne vem, ko hočo mi govor, pa mi hočo reč, bo to zor, a ločna mora. Najbolj, da se rešiš ven zapora. Stavska bolečina, te zjutri najde za pitko, kosačko vina. In 30 let je men prijatelj, časi bil si nekaj, zdaj poglej se, ko si rad. Če ne grem nazaj, ker ne bi hotel imeti tega, kar
kar bi te pomenil, da bi hotel imeti svet, kjer vse ni kot zgleda. Naj povem ali ne, naj sklepim se, da vse gre, da mi tega ni bilo